Spoštovane gospe in gospodje, v skladu z zakonom sem danes kot predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil prejel poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2018. Predstavila sta mi ga minister za obrambo in načelnica generalštaba Slovenske vojske. Splošna ugotovitev je, da Slovenska vojska izvaja vse naloge v skladu z zakonom o obrambi. Težave pa ima pri zagotavljanju zmogljivosti za delovanje v operacijah največje intenzivnosti. Spoštovane gospe in gospodje, preden predstavim glavne izsledke tega poročila in oceno, da se pripravljenost ni bistveno spremenila, bom nadaljeval letos tam, kjer sem lani končal to predstavitev. Predlagam razmislek o sprejemu zakona o sistemskem financiranju nacionalne varnosti. Zakonom bi zagotovili pravno podlago za premišljeno posodobitev vseh institucij sistema nacionalne varnosti ob dolgoročnem, stabilnem zagotavljanju potrebnih finančnih virov. Varnost je postala zelo kompleksen, integriran pojem in pojav, ki ne zadeva samo vojske. Z novimi varnostnimi tveganji je varnost postala manj zanesljiva, zato je vanjo potrebno vlagati več. Ne samo v vojsko. Potreben je skupen pristop ob hkratni posodobitvi vojske, policije, civilne zaščite, obeh obveščevalnih služb z posebnim ozirom na kibernetsko varnost. Ko sem pred letom dni predstavil Državnemu zboru pripravljenost Slovenske vojske, takratna vlada doktorja Cerarja ni več imela vseh pooblastil. Zato sem takrat obljubil, da bom zamisel o posebnem zakonu predstavil novi vladi po letošnjem poročilu. Menim, da je priprava tako imenovane bele knjige, o kateri bo kasneje spregovoril minister za obrambo, ki jo načrtujejo v obrambnem ministrstvu, lahko dobra podlaga za vzporedno pripravo takega zakona. O tem in drugih izzivih krepitve nacionalne varnosti se bom še ta mesec posvetoval tudi s predsednikom vlade, gospodom Marjanom Šarcem. Spoštovane gospe in gospodje, poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske, katerega izsledke bom zdaj predstavil javnosti, je pripravil Generalštab Slovenske vojske. V poročilu je ocenil pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni in za delovanje v miru za leto 2018. Generalštab Slovenske vojske v poročilu o pripravljenosti Slovenske vojske ocenjuje stopnjo zmožnosti delovanja Slovenske vojske v miru s povprečno oceno zadostno. Za delovanje v vojni pa pripravljenost Slovenske vojske ocenjuje s povprečno oceno nezadostno. Ključni težavi, ki vplivata na takšni oceni, tako za delovanje v miru, kot v izrednih razmerah in v vojni, sta popolnjenost enot Slovenske vojske s kadri, oborožitvijo in opremo. O tem bo več spregovorila kasneje načelnica generalštaba. Finančna sredstva, ki so eden od ključnih, ne pa edini razlog za zagotavljanje višje ravni pripravljenosti Slovenske vojske, so se v zadnjih letih povečala. Generalštab Slovenske vojske v poročilu ocenjuje, da je bil sicer vpliv dodatnih finančnih sredstev na zahtevano pripravljenost vojske minimalen. Vsekakor pa je dvig finančnih sredstev razen investiranja v kadre omogočal bistveno večje vlaganje v usposobljanje enot in zagotavljanje določenega deleža osnovne opreme. Kot vsako leto, spoštovane gospe in gospodje, je potrebno izpostaviti, da je pripravljenost enot za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah na najvišji ravni. Tukaj moram reči, da je tudi podroben pogled, če želite neka forenzična analiza
pripravljenosti naših vojakov in častnikov za delo v mednarodnih misijah in operacijah vrhunska. Ljudje, ki odhajajo na te zahtevne naloge, so primerno pripravljeni in primerno opremljeni. Z tega vidika faktorji tveganja niso povišani. To je pomembno reči. Poleg tega bi rad kot predsednik republike, ki sliši ocene drugih predsednikov držav, zlasti tistih, v katerih Slovenska vojska deluje na operacijah in misijah, povedal, da slišim samo ocene odličnosti, hvaležnosti za profesionalno opravljeno delo. Če govorimo o Slovenski vojski tudi o problemih, kar je prav odkrito, to je smisel tega poročila, moramo reči tudi dobre, odlične strani Slovenske vojske, na katere smo lahko ponosni. Poleg tega, ko govorimo o teh stvareh, moram reči, da Slovenska vojska s svojimi aktivnostmi vedno vrhunsko sodeluje pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in da je ključen akter v tem smislu v sistemu nacionalne varnosti. Kot vsako leto posebej izpostavljam vlogo posameznika, dobro usposobljenega in pripravljenega za opravljanje nalog. Na profesionalnost in predanost naših vojakov in vojakinj se lahko vedno zanesemo. Ponovno pa moram poudariti, da je motiviranost, ki je pogojena tudi za ustreznim statusom, da je bistvenega pomena za pripravljenost enot. Tukaj naj rečem, da se dostikrat poenostavljeno meni, da je ves odgovor na to vprašanje v plačah. V plačah je veliko odgovora na to vprašanje, gotovo. Vendar v tem ni ves odgovor na ta vprašanja. In tukaj sem pozval ministra, zlasti novo načelnico generalštaba, da stori vse, kar je znotraj razpoložljivih pristojnosti, ki jih že ima, da se te stvari uredijo tako, da bodo v neko splošno zadovoljstvo vojakinj, vojakov, častnikov, zato, da bo ta borbena, moralna pripravljenost vojske, na katero smo sicer lahko zelo ponosni, da bo imenitna. Spoštovane gospe in gospodje, zahteve po povečanju finančnih sredstev so upravičene, v našo varnost moramo vlagati več, iz izkušenj zadnjih 3 let pa vidimo, da ni preproste, mehanske, enostavne korelacije med povečanjem finančnih sredstev in povišanjem ravni pripravljenosti Slovenske vojske. So še drugi dejavniki in na ene in druge se bo treba osredotočiti v naslednjih letih. Na osnovi vseh teh izkušenj ponavljam predlog, da bi po vzoru nekaterih drugih držav Slovenija najprej z belo knjigo, vzporedno pa tudi z posebnim zakonom, sistemskim zakonom, dolgoročno finančno zagotavljala krepitev celotnega sistema nacionalne varnosti, tudi Slovenske vojske, kot njegovega vojaškega stebra. Besedo ima minister za obrambo. Hvala lepa, predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil, spoštovana načelnica generalštaba Slovenske vojske, visoki častniki, vsi prisotni. Dovolite mi, da tudi sam izrečem nekaj besed o pripravljenosti Slovenske vojske. Kot ste lahko slišali, je pripravljenost na podobni ravni kot v letu 2017. Pri tem bi rad poudaril, da sem nastopil mandat septembra 2018 in glede na to, da sem že upravljal funkcijo ministra za obrambo v mandatu 2004-2008, sem kar hitro prišel do spoznanja, da bo potrebno hitro ukrepati, če želimo, da bo Slovenska vojska dobila tiste ocene, ki jih želimo, da jih dobi. Zaradi tega sem takoj naročil, da je potrebna bela knjiga o obrambi, ki naj bi odgovorila na vprašanja, kaj je potrebno storiti, da bomo dosegli tiste cilje, ki jih tudi določa zakon o obrambi. Še enkrat bi pa rad posebej poudaril, da Slovenska vojska v tem trenutku in tudi v letu 2018
izvaja vse naloge, ki so ji določene po zakonu o obrambi, oziroma tudi tiste naloge, ki jih nalaga vlada, minister za obrambo. Bilo je že rečeno, ko gre za misije, ki je ena od obveznosti države Slovenije, tukaj gotovo Slovenska vojska nadpovprečno izvaja te obveznosti in tudi lahko rečem in ponovim to, kar je povedal vrhovni poveljnik, da dejansko so naši pripadniki Slovenske vojske v misijah vedno pohvaljeni kot visoko usposobljeni, visoko profesionalno angažirani, ko gre za misije za podporo miru. Tudi ko gre za področje naravnih in drugih nesreč, vemo, da Slovenska vojska upravlja tiste naloge v skladu z Zakonom o varstvu naravnih in drugih nesreč in tudi izpolnjuje pričakovanja naših državljanov. Spomnimo se samo lanskega letnega žleda, kako je vojska pač tukaj pomagala pri razreševanju teh težav. Tudi ko govorimo o helikopterski nujni medicinski pomoči, tukaj lahko povem, da letno opravimo 754 poletov in da pomagamo 674 poškodovancev. Recimo, naj omenim inkubatorje, ko rešujemo življenje otrok in sicer teh prevozov je bilo v lanskem letu približno 50. Tako da, ko gre za angažiranje Slovenske vojske v smislu njenih nalog, lahko ugotovimo, da te naloge upravlja na visoki ravni. Pomanjkljivost, ki jo ugotavljamo, je, da Slovenska vojska ne dosega tistih zmogljivosti, ki so pa potrebne za tiste vojaške operacije najvišje intenzivnosti. K sreči teh operacij v tem trenutku ni potrebno izvajati, mednarodno okolje je še vedno takšno, da zagotavlja varnost, da se ne soočamo z nekimi neposrednimi grožnjami. Bi pa rad povedal, da se je pa tudi mednarodno okolje zelo spremenilo od mandata 2004-2008 in če pogledam sedanji mandat, smo soočeni z novimi grožnjami. In ena od pomembnih nalog, ki jih izvaja tudi v tem trenutku Slovenska vojska, je na primer varovanje meje. Vemo, da masovne migracije so pojav, ki ga v preteklosti nismo poznali. Potem kibernetske grožnje. In to, ko govorimo o vlaganjih v Slovenski vojski, ne gre samo za orožje, ne gre samo za oklepnike, ampak gre tudi za vlaganja, ki bodo preprečevali določene kibernetske, hibridne grožnje. Kot rečeno, mi pripravljamo belo knjigo. V tej beli knjigi bomo definirali pravzaprav, kakšno vojsko želimo, na kakšen način jo bomo razvijali in na kakšen način jo bomo modernizirali. Opredelili bomo tudi strukturo Slovenske vojske in prepričan sem, da ta dokument bo dobra podlaga potem tudi za srednjeročni obrambni program in če bo potrebno, bomo posegali tudi v dolgoročno resolucijo o razvoju in opremljanju Slovenske vojske. Zakaj bela knjiga? Še enkrat, na podlagi tega poročila o pripravljenosti je in bo upravljen pregled vseh potrebnih ukrepov, kaj moramo pravzaprav postoriti, če želimo, da bodo ocene v prihodnje boljše oziroma se bodo izboljšale. Z belo knjigo pa tudi želimo doseči notranji konsenz znotraj Ministrstva za obrambo, to se pravi upravni del Ministrstva za obrambo, Slovenska vojska in glede na to, da Slovenska vojska ima tudi naloge z področja varovanja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi z Upravo za zaščito in reševanje. Drug korak je pa, da želimo doseči čim večje soglasje tudi v strokovni javnosti, ker
Vidimo, da tudi strokovna javnost ima lahko različne poglede, v kateri smer se naj razvija Slovenska vojska, in bela knjiga je zlasti tudi namenjena, da bi dosegli čim širši politični konsenz. Tukaj mislim zlasti na Državni zbor in pa na parlament. Jaz sem prepričan tudi zavezo, ki je bila ustno dana, da bomo povečevali obrambne izdatke, da to povečevanje obrambnih izdatkov bo omogočalo, da bomo lahko šli v ta razvoj Slovenske vojske, ki praktično se ni izvajal zadnjih 10 let zaradi gospodarske in pa finančne krize. Dva ključna problema, to so pomanjkanje kadrov, to se pravi popolnitev enot, in drugi problem oprema. Treba je vedeti, da v 10 letih nismo vlagali kaj preveč v vojaško opremo in da je ta iztrošena in da jo potrebno pač posodobiti. Prepričan sem, da s temi koraki lahko z optimizmom pričakujemo, da v prihodnje bodo ocene pripravljenosti Slovenske vojske na višji ravni, kot so v tem trenutku. Hvala lepa. Hvala, minister. Načelnica, prosim. Hvala. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod minister za obrambo, predstavniki medijev, sodelavci. Ocenjevanje enot in poveljstvo Slovenske vojske za leto 2018 smo izvedli po predpisani metodologiji, enaki kot v preteklem obdobju in letih. Posebnost leta 2018 je, da poročamo o obdobju, v katerem so načelovali Slovenski vojski 3 načelniki. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske smo v letu 2018 opravili vse dodeljene naloge doma in na mednarodnih operacijah in misijah. Še posebej smo bili uspešni pri izvedbi nalog ob nepredvidenih dogodkih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nalogami z področja helikopterske nujne medicinske pomoči, reševanja v gorah in Slovenija Transplant ter podpori policiji pri širšem varovanju državne meje. Izpostavljam, da so bile nekatere naloge zaradi pomanjkanja virov izvedene z višjo stopnjo tveganja, kot je običajno. Zahtevana pripravljenost enot Slovenske vojske, ki so bile ocenjevane v preteklem letu, je pozitivna. Na oceno zahtevane pripravljenosti Slovenske vojske vplivajo predvsem pomanjkanje kadrov, potrebnih oborožitvenih sistemov in opreme ter zaostankov v procesu izgradnje vojaških zmogljivosti. Ocena potrebne pripravljenosti Slovenske vojske je ostala na enaki ravni kot prejšnja leta in še vedno ni ustrezna. Na oceno potrebne pripravljenosti mirnodobnega obsega Slovenske vojske za uresničitev poslanstva in nalog v vojni so vplivala ugotovljena prevelika odstopanja od standardov in kriterijev na področjih kadrovske popolnitve mirnodobnega obsega Slovenske vojske in popolnitve z oborožitvijo in opremo. Intenzivnost usposabljanja se je v Slovenski vojski v letu 2018 povečala. Strelska usposobljenost pripadnikov Slovenske vojske se je izboljšala. Izvedba kolektivnih usposabljanj, tudi tistih z zavezniki, dviguje stopnjo usposobljenosti enot za bojevanje in tako pozitivno vpliva na pripravljenost Slovenske vojske. V letu 2018
se je postopno nadaljevalo večanje finančnih sredstev za Slovensko vojsko. Z dodatnim denarjem smo v Slovenski vojski stabilizirali doseženo stopnjo razvoja na nekaterih področjih. Kljub temu pa takšno povečanje ni omogočalo odprave nakopičenega izpada finančnih sredstev v letih od finančne krize dalje ter potrebnega razvojnega preskoka. Na kadrovskem področju je na pripravljenost Slovenske vojske, enako kot v preteklem obdobju, negativno vplivalo nezadostno število pripadnikov in slabša je bila starostna struktura. Vse našteto pa je za Slovensko vojsko vse večji problem. Primanjkljaj častnikov, podčastnikov, vojakov in specialističnih kadrov se bo brez sprejetih celovitih sistemskih ukrepov na področju statusa pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo zagotovili večjo konkurenčnost vojaškega poklica, v naslednjih letih le še povečeval. To lahko v celoti izniči pozitivne učinke modernizacije oziroma moderniziranja in povečanja finančnih sredstev Slovenske vojske. Predvidljivo in dovolj obsežno zagotavljanje kadrovskih, materialnih in finančnih virov predstavlja sinergijsko celoto, saj ob pomanjkanju enega vira, kljub zagotavljanju drugih virov, prav tako ne bodo doseženi cilji pri vzpostavljanju potrebnih nacionalnih vojaških zmogljivosti za zagotavljanje obrambne sposobnosti Republike Slovenije. Kljub temu, da pripravljenost Slovenske vojske trenutno še ni na ustrezni ravni, sem prepričana, da jo je možno na posameznih elementih izboljšati že kratkoročno, bolj celovito pa v daljšem časovnem obdobju. Pozitivne spremembe pripravljenosti Slovenske vojske so mogoče na podlagi ciljno usmerjenih sistemskih ukrepov, ki niso v izključni pristojnosti Slovenske vojske, temveč zahtevajo celosten pristop na nacionalni ravni. Menimo, da se je treba osredotočiti predvsem na 3, in sicer takojšnje in v vseh pogledih prednostno izboljšanje statusa pripadnikov Slovenske vojske. Predvidljivo in dovolj obsežno zagotavljanje potrebnih kadrovskih, finančnih in materialnih virov ter normativnih podlag za razvoj in delovanje Slovenske vojske. Preoblikovanje prostorske strukture Slovenske vojske ter operacionalizacija koncepta vojaške strateške rezerve, s čimer bi izboljšali vpetost Slovenske vojske v družbo ter povečali interes državljank in državljanov za opravljanje različnih oblik vojaške službe. S čim prejšnjo in celovito izvedbo potrebnih ukrepov se lahko zagotovi nadaljnji razvoj Slovenske vojske in njeno delovanje v skladu s pričakovanjem državljank in državljanov ter obrambnimi potrebami Republike Slovenije. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil, pripadniki Slovenske vojske, se vam zahvaljujemo za vašo podporo, predvsem pa za vaš trud pri zagotavljanju najširšega političnega konsenza glede zanesljive prihodnosti Slovenske vojske.
Hvala lepa. Hvala, načelnica.